5 ljudi je bilo ranjenih v napadu z nožem na Škotskem, ki ga je izvedel bel moški zaradi naraščajoče islamofobične retorike, ki smo ji bili vsi priča. In preden rečete, kako veš, da to nima nobene zveze z islamofobijo ali z muslimani, poglejmo, kaj je napadalec, storilec z nožem, povedal nekaj sekund potem, ko so ga pridržali. Najlepša hvala za vašo podporo državi in moškim, ki so to storili. Hvala obema mladima in resnično hvala. Najlepša hvala. Torej, za vse, ki niste razumeli naglasa, sem vam že večkrat povedala, da ščitim državo pred temi prekletimi muslimanskimi barabami, ki posiljujejo naše mlade hčere, posiljujejo naše otroke. Dovolj je, dovolj. Imam jih dovolj. V redu, mislim, da je zdaj precej jasno, kakšen je bil njegov motiv za ta napad z nožem. In želim govoriti o tem, ker, kot že veste, veliko časa namenjamo pogovoru o norih stvareh, ki se dogajajo v Združenem kraljestvu, še posebej zdaj, ko poteka preiskava o tolpi za spolno izkoriščanje otrok. Če še niste slišali za verjetno največji škandal v vsej politični zgodovini in po mojem mnenju za takega, ki zasenči celo to, kar se dogaja z Epsteinovimi dokumenti. Govorimo o 150 tisoč mladih dekletih, večinoma belkah, v Združenem kraljestvu, ki so bile sistematično zmanipulirane in skupinsko zlorabljene. In vlada je to prikrila. Zdravstveni sistemi, kot je NHS, so to prikrili. Lokalni sveti so to prikrili. In seveda, muslimanska skupnost iz tega ni naredila velikega pompa, saj je postalo precej očitno, da česa takega ne moreš prikriti, razen če obstaja sistem, ki skuša vse utišati, ker so se bali takšnih napadov. Bali so se obtožb rasizma, ki bi prišle z razkritjem tako nore zgodbe. Zdaj, ko je ta zgodba prišla na dan, so ljudje v Združenem kraljestvu, ki so bili že tako zelo razburjeni in frustrirani zaradi številnih stvari, ki so se zgodile v zadnjih nekaj letih, skoraj dosegli vrelišče. Mislim, da je skoraj verjetno podcenjevanje. Od žage moške glave v Belfastu do dejstva, da Združeno kraljestvo zdaj očitno prepoveduje družbena omrežja, skoraj pa je prepovedalo tudi ta shod Tomija Robinsona in preprečilo prihod desničarskih protestnikov. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Naraščajoča problematika priseljevanja v Angliji, na Škotskem in Irskem zelo, zelo skrbi veliko ljudi. In vemo, kakšna je bila vedno muslimanska retorika glede tega. Ne smeš ničesar reči o tem, ker te takoj označijo za rasista. Ne moreš vseh muslimanov imenovati islamistov. Ne moreš reči, da so vsi slabi za našo družbo. In na mnoge načine imajo prav. Imajo prav. Toda preden se poglobimo v to, kako so politiki odgovorili na ta zelo srce parajoč dogodek in seveda, kako islamisti poskušajo to prikazati v drugačni luči, poglejmo, kaj se je pravzaprav zgodilo med samim napadom, ker to ni prav nič zabavno. In opomnik za vse bolj občutljive med nami. To bi moralo imeti opozorilo zaradi občutljive vsebine. Za začetek, moški je brez majice. Torej, tukaj je ta človek. Hodi naokoli z nožem. Mislim, da je že samo po sebi to precej strašljivo. Ne pomaga, da ima tetovaže in je brez majice, zaradi česar se zdi, kot da je nor. In zdaj začne kar teči proti ljudem. To je nekaj, česar sama ne bi cenila. Zdaj mislim, da lahko že iz tega posnetka, kjer poskuša razbiti vrata in zabada v steklo, sklepamo, da ne namerava biti prav prijazen s tem nožem v roki. Zanimivo je opaziti, koliko ljudi preprosto hodi mimo, kot da je vse popolnoma v redu, zaposleni s svojimi telefoni. V redu, to je trenutek, ko ga policija pridrži oziroma aretira. In slišite lahko vzklike ljudi, mislim, da iz trgovine, nisem prepričana, ki vpijejo ne, ne, ne. In hvala Bogu, da so ga uspeli zadržati zunaj. Ker samo moramo znova in znova zaščititi državo pred temi prekletimi valovami, ki posiljujejo naše mlade hčere, posiljujejo naše otroke. Dovolj je, imam dovolj. Mislim, da je ta moški verjetno že prej. Ne vem, zakaj je to strel v njegovo vetrobransko steklo, ni jasno. Kar bi bilo samo po sebi zanimivo. Tukaj prihajajo policisti, da ga poiščejo, mislim, na kraju dogodka. Muslimani. Poslušajmo. Tip je znorel, slekel majico, tekel po ulici za ljudmi z mačeto in kričal: "Dovolj imam vas, jebeni muslimani." Po drugi strani pa mislim, da nihče ni bil dejansko poškodovan. In trenutno je zadržan. To ni pravilno. Ljudje so bili poškodovani. Ne vem, kaj naj naredim. Ne vem. Torej, to je posnetek tega, kar se je dejansko zgodilo na dogodku. In seveda imamo odziv Keira Starmerja.
Popolnoma grozljivo. Nihče ne bi smel doživeti nasilja na naših ulicah. Zdi se, da je ta oseba motivirana z antimuslimanskim sovraštvom. Tega ne bom tolerirala. Soočen bo z vso strogostjo zakona. Moje misli so z ranjenimi in zahvaljujem se policiji ter nujnim službam za njihov odziv. Če bi si to samo ogledali, bi si verjetno mislili, v redu, mislim, da je to precej dober odziv predsednika vlade. Predsednika vlade, ki bi morda celo odstopil že ta teden, ampak to je pogovor za drugi. To je smiselno. Morali bi reči, da je kakršenkoli skrajno rasistični napad izjemno problematičen. Mislim, da ljudje nimajo težav s Kierom Starmerjem in s to objavo zaradi same vsebine objave, ampak zaradi dvojnih meril, ki veljajo. Ker vas spomnim, da smo imeli v zadnjih nekaj tednih in letih veliko zelo resnih dejanj proti belcem. Ampak ljudje so zato manj vedeli ali pa so mediji o tem manj poročali. In Keir Starmer je bil glede tega nekoliko tiho, ni resnično podal izjave, da bi se morali s tem soočiti v skladu z zakonom. Seveda, to bo Tommy Robinson, ki bo to izpostavil, kaj ne? Isto mesto, 90 dni narazen. En primer je odpisan kot težava z duševnim zdravjem, ker je ta moški naredil nekaj res slabega, drugi pa se bo soočil s polno močjo zakona. Tommy Robinson se nikoli ne zadržuje, ko gre za te stvari. Ampak rada bi govorila o Mehdi Hasanu, ker način, kako je Mehdi resnično potisnil pripoved okoli te zgodbe, pove vse, kar moramo vedeti. Za začetek je ta vrsta napada nekaj, česar si nihče ne želi. Nihče si ne želi kakršnega koli nasilja na svojih ulicah, razen če ni resnično nezdrava oseba. Večina izmed nas noče doživeti, da bi hodili po ulicah in se morali soočiti z dejstvom, da nas lahko nekdo zabode, posili, napade, udari, poškropi s solzivcem ali ustreli. Večina ljudi se tako počuti. Zdaj je to nekaj, kar so popolnoma izkoristili kot orožje proti običajnim ljudem v Združenem kraljestvu, saj so ustvarili tako noro strah. Če karkoli rečeš o naraščajočih težavah v svoji družbi, boš ti tista, ki bo popolnoma odgovorna za to vrstno nasilno dejanje. In to je še poslabšano zaradi dejstva, da te zdaj lahko aretirajo zaradi objav na družbenih omrežjih, za katere menijo, da bi lahko potencialno nekoga spodbudile k nečemu. Ne neposreden vpliv, ne da si napisala to objavo in zaradi nje je nekdo šel ven in nekaj naredil ter te za to obtožijo. Ne, samo potencialno. Potencial tega, kar govoriš, bi lahko povzročil tovrstno škodo. In trenutno v Združenem kraljestvu ta video tega moškega, ki pravi vi islamisti, vi islamistični barabe, ta video daje islamistom, ki so prikrivali delovanje tolpe za zlorabe in prikrivali norost tega, kar se dogaja v Združenem kraljestvu. Dal jim je vso municijo, na katero so upali, da bi dokazali, da vi ne morete razkrivati takšnih stvari. Ne smete govoriti o takšnih stvareh, ker če boste odgovorni za rasizem. In mislim, da je najboljši primer za to Mehdi Hasan. Za tiste, ki ne veste, Mehdi je, nekakšen spletni vplivnež, osebnost, komentator in seveda je islamist. Nekatere izjave, pri katerih so ga v preteklosti zalotili, so res slabe. Vendar ima angleški naglas in rad se predstavlja, kot da je res na strani Angležev. In seveda pri tem čim bolj poudarja, da islamski prevzem Združenega kraljestva in vse, kar se dogaja z zlorabljajočimi tolpami, v resnici ni tako problematično. Seveda, to so samo mediji, ki vam lažejo in vas poskušajo manipulirati in tako naprej. Torej, preberimo, kako govori o tem dogodku. To je protimuslimanski terorizem, ki ga spodbujajo in normalizirajo ljudje na položajih moči, o katerem nihče noče govoriti ali ga jemati resno. Sramotno. Seveda, tako je. To poroča v BBC Europe News. 5 ranjenih v domnevnih protimuslimanskih napadih, oborožen moški tava po ulicah Edinburga. Vsi ste že videli video, ki smo ga naredili o tem, kako BBC rad poroča o stvareh. Se spomnite, ko je islamski migrant poskušal odžagati glavo belcu na ulici in so objavili to smešno objavo, kot da gre za poskus zabodnega napada, veste, na ulicah Belfasta, čeprav vsi dobro vemo, kaj se je v resnici dogajalo. Bodite pozorni, da tam nikoli ne bi rekli, da je to protibelski moški. Tukaj pa zelo radi rečejo, da gre za protimuslimanski napad, ker se to ujema z retoriko, ki jo že dolgo širijo. 5 moških jih je bilo poškodovanih v nizu domnevnih protimuslimanskih napadov. Na ulicah Edinburga so opazili moškega z golim prsnim košem. Po poročanju BBC-ja naj bi se napadi ponovno začeli v bližini mošeje na zahodu mesta, kjer sta bila v petek zvečer poškodovana 2 moška. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, naj bi prikazovali istega moškega, ki je vandaliziral bencinsko črpalko in razbijal vrata picerije več kilometrov stran na Litem Walku, preden so ga policisti obvladali na tleh. Zanimivo je, da smo na posnetku, ki smo ga gledali, videli, kako se je razbilo vetrobransko steklo. Morda je on odgovoren za to. In tako je Sky News poročal o dogodku. Moškega so aretirali po nizu nasilnih napadov po Edinburgu, v katerih je bilo poškodovanih 5 ljudi.
Policija pravi, da so bili incidenti povezani z napadi, grožnjami, ropom in vandalizmom prijavljeni v več delih mesta. Protiteroristični policisti zdaj vodijo preiskavo. Škotsko združenje mošej pravi, da so bili tarča muslimani, kar je skupnost pustilo v šoku. Skupina je v izjavi povedala, da so napadi v Edinburgu tudi zadnji v zaskrbljujočem vzorcu sovražnosti in nasilja, usmerjenega proti muslimanom, mošejam in islamskim ustanovam po vsej Škotski. V zadnjih mesecih so skupnosti opazile, da so mošeje tarča napadov, rasistični incidenti so usmerjeni proti muslimanskim skupnostim, poleg tega pa se povečuje tudi širša protimuslimanska retorika, tako na spletu kot izven njega. V muslimanskih skupnostih po Edinburgu in Škotski danes vlada globok občutek šoka, zaskrbljenosti in jeze. Ti zadnji napadi so zelo zaskrbljujoči, vendar pa ne obstajajo v vakuumu. Seveda, takoj način, kako bodo odgovorili na to je, vi veste, da je to vsa vaša odgovornost. To je vaša krivda. Zdaj, razlog, zakaj sem zaradi tega napada frustrirana, poleg dejstva, da si seveda nihče ne želi, da bi koga zabodli na ulici. In mislim, da je to popolnoma nesprejemljiv način reševanja česarkoli. Vendar pa mislim, da to običajno ni škotski način. To je običajno druga skupina ljudi, ki se tukaj postavlja v vlogo žrtve in upravičeno veljajo za žrtve. Oni so bili napadeni v tem primeru. In to je razlog, zakaj me ta zgodba moti. Ker jim daje vso municijo, ki jo potrebujejo, da obrnejo zgodbo na glavo in da vse, kar se trenutno dogaja za razkriti, zveni, kot da ni res. To nima nobene zveze s tistimi 250 tisoč dekleti. Nima nobene zveze s prevzemom, ki ga vsi vidimo v naših mestih. Gre samo za to, da nam želite škodovati, da nas želite prizadeti. Gre za vakuum, ki ste ga ustvarili vi in je grozno, nevarno in problematično. In tukaj imam težavo s to zgodbo, ker čeprav je zgodba o moškem, ki gre ven in zabode 5 ljudi, grozna in absurdna, to na noben način ne izniči norosti, ki ste ji bili priča po vsej Veliki Britaniji z vzponom islamistov. Preprosto se ne izniči. Vendar pa zdaj to uporabljajo kot dokaz, da ne moreš reči ničesar proti islamski skupnosti, ker boš odgovoren za tega norega moškega na Škotskem, ki hodi naokoli brez majice. In to zelo hitro vidimo pri nekaterih naših najljubših politikih. Imamo Shabano Mahmood. Grozljivo me je ob novici o napadu v Edinburgu. Hvaležna sem policiji in reševalnim službam za njihovo pogum. Zdi se, da je bil osumljenec motiviran z antimuslimanskim sovraštvom. Za sovraštvo in nasilje proti muslimanom ni prostora. Vem, da to ni to, kar smo kot država. Mimogrede, se spomnite napadov na Jude? Kako dolgo je trajalo, da so razglasili, da je bilo to namenoma proti Judom? Očitno je trajalo celo večnost. Večnost, večnost, večnost. In Rupert Lowe odgovarja s Henryjem Novakom in Belfastom. Ne pozabite, zakaj to pravi. On je kot, glejte, želeli vas bodo odvrniti od vsega, kar se dogaja. Želeli vas bodo odvrniti od tolp za spolno izkoriščanje in od tega, kar se dogaja s Henryjem Novakom, belcem, ki je bil ubit zaradi policijske brutalnosti, ter v Belfastu, kjer so skoraj odrezali glavo nekemu moškemu. Želeli bodo, da se osredotočite na to zgodbo, namesto na tisto. Ne pozabite, kaj je tukaj resnični problem. Ta človek je grozen, to ni v redu. Nič v zvezi s tem dejanjem ni v redu. Ampak želijo, da nasedete proti muslimanski retoriki, da vas prepričajo, da bi morali ostati tiho. Seveda imamo tukaj našo najmanj priljubljeno osebo na svetu, Bushra Šejh. Kar se je zgodilo v Edinburgu, bi moralo skrbeti vsakega človeka. Upam, da so Rupert Lowe, Richard Tice, Elon Musk, Tommy Robinson in ostali iz industrije protimuslimanskega besa ponosni nase. Dovolj imam vsakodnevnega sovraštva, res dovolj od vas. Za tiste, ki ne veste, to je ženska, ki je odšla v Iran, da bi promovirala Islamsko republiko. In mislim, da to pove dovolj o tem, kdo ta ženska v resnici je. Torej, ta moški se v Edinburgu poda na divji morilski pohod. Zabode in napade vsaj 5 ljudi. Vsi so poškodovani. Jasno je šlo za teroristično dejanje, napad proti muslimanom. Posameznik, ki je izjavil, da je to storil, ker je želel očistiti Združeno kraljestvo muslimanskih barab. V redu, zdaj si za trenutek oglejmo profil Bushre Šejh, ker me zanima, ali je tukaj kaj o tem, kaj se je zgodilo z družbami za zlorabe, kar je res velika zgodba. To je še večja zgodba. 250 tisoč mladih deklet, ki so bile žrtve skupinskega, namernega posilstva v sistematiziranem sistemu, ki ga je vlada prikrivala, je večja zgodba kot 5 ljudi, ki jih je zabodel nor človek. Naređena v Britaniji, Pakistanka, zahodnoazijskih korenin, brez opravičevanja, oboje. Poglejmo. Imamo protiizraelske stvari, imamo jo, kako izpostavlja ljudi, ki jo sovražijo. Zanimivo mi je videti,
V redu, tukaj je njen komentar. Največji storilci skupinskih posilstev so bili kolonizatorji, tolpe za spolno izkoriščanje na svetovni ravni. To je njen komentar o tolpah za spolno izkoriščanje. Nekateri ljudje vidijo žrtve tolp za spolno izkoriščanje in želijo, da dobijo pravico. Rupert Lowe se zdi, da jih je videl kot priložnost za širjenje svoje protimuslimanske propagande, skrajno izkoriščanje, resnično ogabne stvari. To neodvisno poročilo je ugotovilo, da je bila trditev močno pretirana in ni temeljila na zanesljivih dokazih. Kakšen bednik. Torej, tukaj objavlja, da to ni resnična zgodba. V redu, torej to je oseba, o kateri govorimo, samo da imate vsi kontekst, kdo je Bushra šejh in zakaj objavlja o tem. Ampak imate Mehdi Hasana v istem tednu, ko je Rupert Lowe objavil svoje neumnosti o skupinskem posilstvu in lažno trdil, da so muslimani posilili 250 000 belih deklet. Ter v istem tednu, ko je Elon Musk še dodatno razširil, ne slišite, da se to dogaja. Je kdo presenečen? Spodbujajo nasilje proti muslimanom in opogumljajo skrajneže. Bodimo zelo jasni, to je vodja zelene stranke. To zlobno protimuslimansko sovraštvo, ki ga širijo politiki in njihov triljonar prijatelj Elon Musk, ustvarja pogoje za takšne grozljive napade. Izrekam veliko solidarnost z muslimansko skupnostjo v Edinburgu in drugod. Seveda. Tisto, česar ne omenjajo in o čemer tukaj ne govorijo, je dejstvo, da so islamofobni napadi morda v porastu. Toda kaj pa vse, kar pride z naraščanjem islamizacije? Na to želijo, da ste osredotočeni. To je zelo jasen vzorec, to je zelo jasna retorika. Poglejte, končno lahko dokažemo, da je o tolpah za spolno izkoriščanje nevarno govoriti, ker naj bi to pomenilo, da je lahko 5 ljudi zabodenih na Škotskem. Ne. Porast zabodov, porast napadov, porast uporabe terorizma kot načina za prenašanje političnega sporočila ima svoj izvor nekje drugje in ni se začel pri Škotih. Bodimo glede tega jasni. Spomnimo se tega. In spomnimo se, da je prav, da obsodimo teroristični napad na skupino ljudi, ker je to grozno dejanje in nihče ne bi smel nikogar zabosti, napasti ali udreti v tujo lastnino. Toda dejstvo, da se je to zgodilo, ne pomeni, da vzpon islamizma v Združenem kraljestvu ni takojšen problem. In dejstvo, da glavni islamistični glasniki se takoj oprimejo tega narativa, vam pove vse, kar morate vedeti o tej zgodbi. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.